GFML-jevci. Klepet z bivšimi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni v podcastu GFML-jevci. Danes sem z vami Saška Štajner. Za vas ustvarjamo drugo oddajo. V studiu sta se mi pridružila dva zanimiva sogovornika, Edina Makovec in Jan Jurkovič. Ustvarjate prav posebno zgodbo. Nova znanja, izkušnje in ideje nabirate po širnem svetu. Pozdravljena Edina in Jan. Hvala, da ste se odzvala našemu povabilu in dobrodošla nazaj na GFML. Zdravo, hvala lepa za povabilo. Ni še minilo veliko let, kar sta zapustili gimnazijske klopi. Kdaj sta pravzaprav obiskovala GFML? Zdaj to je mogoče malo relativno, kdaj ni še minilo veliko let. V bistvu jaz sem gimnazijo zaključil leta 2013, tako da v bistvu je zdaj že kar nekaj let nazaj. Edina ti? Jaz sem 3 leta starejša od Jana, tako še malo več. So vaju prešinili kakšni spomini, ko sta danes ponovno prestopila šolski prag? Bi delila z nami? Ja, seveda je bilo lepo priti nazaj. V bistvu je dosti enako, kot je bilo, dosti pa je fejst drugače. Tako da, ja. V bistvu se nekako teh časov z gimnazije dostikrat spominjava čist preprosto, ker če bi se morala še enkrat odločiti, kam bi šla v srednjo šolo, sva se pogovarjala, da bi oba prišla nazaj na gimnazijo, sem v Ljutomeru, ker se nama zdi, ker smo teh 4 leta oba imela vrhunska leta, no. In vsakomur vedno priporočava, da se vpiše v gimnazijo v Ljutomer, ker kljub temu, da so včasih kakšne ure težke, kakšni testi težki, je v bistvu, ko potegneš črto, ful fajn. Kateri od profesorjev pa vam je še posebej ostal v spominu? Jaz bi mogoče izpostavil razredničarko Klaudijo Tivadar in pa mogoče profesorje naravoslovnih predmetov, čisto preprosto, ker sem tudi se odločil za študij fizike, verjetno tudi iz tega razloga, ker so mogoče mi oni v bistvu podali to znanje. Jaz pa mogoče profesorico Mesnarič, ker sem imela biologijo, sem si izbrala za maturo in dosti vsega, kaj nas je takrat ona naučila, se še spomnim danes, tako da se mi zdi to znanje, ki sem ga takrat pridobila, super. Torej, Edina, ti si magistrica matematike, Jan, ti pa magister fizike. Se je navdušenje nad naravoslovnimi predmeti rodilo tukaj na GFML? Ja, v bistvu v prvem letniku gimnazije sem jaz v bistvu imela popravnega z matematike in takrat seveda se nisem preveč zanimala za matematiko, a s časoma je vedno bolj moje zanimanje raslo, me pritegnilo in zato sem tudi se odločila za študij matematike, ki sem ga uspešno končala. Jaz pa sem v bistvu nekako se videl v teh naravoslovnih predmetih že v osnovni šoli. V srednji šoli pa se je nekako samo spremenilo to iz kemije v večjo zanimanje fizike. Sem že vedel, da bo moja študentska pot v naravoslovnih predmetih, vendar nisem do zadnjega vedel, kaj študirati. Katere predmete pa ste imela najrajši in kako sta pravzaprav prišla do odločitve glede nadaljevanja šolanja? Jaz bi rekel, da sem v bistvu najraje imel matematiko in fiziko, poleg športne vzgoje, ampak kot pravim, jaz sem se recimo vpisal na študij farmacije,
sem bil tam tudi sprejet, a sem se potem nekako premislil, kaj bi sploh rad študiral, tako da se takrat nisem vpisal na farmacijo in v drugem roku izbral fiziko. Tako da v bistvu tudi še do zadnjega nisem vedel, kaj bi študiral. Jaz tudi nisem imela nekako najljubšega predmeta. Vedno se mi je zdelo, da so vsi moji sošolci imeli neko specifično, kako bi rekla, znanje oziroma zanimanje. Mene pa je bolj zanimale splošne stvari, nič kar podrobno. In zato sem se tudi težko odločila, kaj bi šla študirati. Ampak se mi zdi, da je pomembno, ko poiščemo, da si izberemo nekaj, pa mogoče je te čisto ok, ko ugotovimo, da to ni za nas, pa poskusimo kaj drugega, pa ni s tem nič narobe. Kdaj pa se je rodila vajna želja po potovanju, raziskovanju in kdo od vaju je bil tisti, ki je rekel, zdaj pa greva? V bistvu, ko sva se približevala koncu študija, nisva točno vedela, kako si želiva živeti v prihodnosti. Vedela sva, da pa ta neka tradicionalna pot, da po študiju poiščeva takoj službo, začeva graditi kariero, družino, tako naprej. Enostavno ni bila za naju, se nisva nekako počutila uspešna v tej poti in sva želela spoznati v bistvu, kaj sploh si želiva, na kakšen način si želiva živeti. In takrat smo od prijateljev, od drugih študentov zvedela za to priložnost in izkušnjo delovno potovalne vize v ZDA. In sva se takrat v bistvu kar skupaj odločila, da se nama zdi, da je to nek korak, ki ga morava narediti. In v bistvu poletje 2018 tako preživela v ZDA, kjer sva delala. In mislila, da je tista izkušnja ravno spremenila najin pogled na svet in sva zdaj tukaj po še teh drugih izkušnjah tujini. Prav posebno zgodbo pa sta pisala na Novi Zelandiji. Leto in pol sta spoznavala to deželo, bivala v kombiju, opravljala različna dela. Kaj se vama je najbolj globoko vtisnilo v spomin, kakšen dogodek, oseba ali morda trenutek? Zdaj, če bi eno tako stvar res izpostavila, bi verjetno bilo to življenje v kombiju. Se sva 378 dni skupaj živela izključno v kombiju, kar v bistvu predstavlja čist drugačen stil življenja. Živiš z veliko manj stvari in se na takšen način sva se enostavno naučila ceniti malenkosti, naučila sva se živeti z manj, spoštovati najin čas in dajeva v bistvu poudarek ravno na tem, da ne smemo podcenjevati neke preprostosti v našem življenju, ker ti to veliko da v primerjavi z stvarmi, ki nekako omejujejo samo tvoj čas, te omejujejo finančno in mislim, da je to neka največja lekcija, ki smo jo odnesla iz tega življenja na Novi Zelandiji. S katerimi izzivi pa sta se soočala med tem van lifeom in ali imata mogoče kakšen nasvet za tiste, ki se prav tako želijo preizkusiti v takšnem načinu življenja? Midva sva že preden sva šla na Novo Zelandijo, sva vedela, da želiva tam potovati in živeti v kombiju. Izzivi vsekakor so, mogoče najbolj tisti očitni so težave s samim avtom, saj ti kombi, ki so v obtoku za takšne popotnike, kot smo midva, grejo ponavadi iz rok backpackerjev v roke backpackerjev in niso glih vzdrževani, kot bi
si mislijo in precej starejši, tako da vedno se najde kakšna stvar za popraviti. Poleg tega pa midva, ko smo prišla tja, nismo vedela praktično nič o avtih, nobenega avta v Sloveniji predtem še nisva kupila in to je bil za naju takrat največji nakup življenja, zato smo dala v bistvu vse najine prihranke, poleg tega pa nisva vedela, če bo kombi čez mesec dni obstal ob cesti. Tako da to je mogoče bil najbolj stresen del tega leta in pol na Novi Zelandiji, ko smo morala kupiti kombi. So pa številni izzivi z življenjem v njem kasneje, saj v kombiju nismo imela ne elektrike, ne tekoče vode in vse, kar smo imela za kuhati, je bil en majhen gorilnik za kempiranje. Tako da telefone in računalnik sva si polnila v kavarnah ali pa v knjižnici, ko so bili deževni dnevi in nismo morala potovati. Vodo recimo sva si vsake 4 dni dopolnila, ker smo imela en taki kanister, 25 litrov sveže vode in 25 litrov odpadne vode. Za umivanje posode smo imela le eno majhno korito z ročno pumpo, tako da je v bistvu tudi pomivanje posode zahtevalo dosti daljši proces. Kot sem rekel, kuhati smo morala na enem majhnem gorilniku, ampak sva se na to zelo hitro navadila in v bistvu vse najine obroke kuhala sama. In če nisva imela elektrike, nisva imela tudi hladilnika, tako da sva morala dobro premisliti, kakšno hrano si kupiva, da bo obstala, ker Nova Zelandija je zelo redko poseljena in včasih sva se vozila po 4 ure, pa sva se peljala skozi eno majhno vas, tako da tudi moraš glede hrane in vode dobro premisliti. Pa še ena taka stvar je seveda WC in pa tuš. Midva recimo sva od teh 378 dni za prenočišče plačala 14-krat. Torej sva skoraj celo leto živela na nek način pod narekovaji v divjini, torej na nekih kampih, ki v bistvu vse, kar ti ponujajo, da je to, da se tam parkiraš in je tam v tistem kampu le en WC. In na teh odročnih krajih je bil to WC na Šturbunk in nič drugega. Tako da smo morali tudi to nekako vse načrtovati. V poletnih mesecih je mogoče bilo to nekoliko lažje, ker so na številnih plažah, ob jezerah in tako naprej tuši, tako da si se lahko tuširal tam. Po zimi, ko pa je bilo mrzlo, pa so bile zadeve drugačne. Takrat sva za kakšen tuš se odpravila mogoče v kakšen fitness ali pa v kakšen terme ali pa kaj podobnega, ker tudi nudijo takšne opcije, ali pa mogoče tisti večer preživela v kakšnem plačljivem kampu ali pa v kakšnih dnevih, ko sva bila na večdnevnih pohodih, tuš preprosto zamenjala z plavanjem v reki ali pa z vlažilnimi robčki. Torej, izzivov nikakor ni bilo malo. Zakaj pa ste pravzaprav izbrala Novo Zelandijo? Kaj vas je na tem kraju najbolj pritegnilo? V bistvu, po tem, ko sva prišla z Amerike, sva bila prepričana, da si takih izkušenj želiva še ogromno. In sva takrat takoj začela raziskovati, katere države v bistvu sploh omogočajo delovno-potovalne vize poleg ZDA. In ena izmed teh je bila Nova Zelandija, katera pa je med temi, katere smo žela obiskati, torej še poleg Nove Zelandije bi rada kdaj šla v Avstralijo in Kanado, je imela Nova Zelandija najnižjo starostno omejitev. To je 30 let in sva rekla, da prvo poskušava dobiti to vizo, ker se nekako nama ta leta približujejo in poskušava to izkoristiti, preden bo prepozno. Tako da mislim, da je to bil poglaviti razlog. Poleg tega pa te vize lahko dobiš samo enkrat v življenju.
Tudi poslovne ideje se rojevajo na najbolj nenavadnih krajih. Znana sta po tem, da ustvarjate sladko zgodbo s sladoledom Koru. Kako ste se domislili tega imena in kaj naredi vajin sladoled tako poseben? V bistvu midva sva to poslovno idejo nekako začela razvijati na Novi Zelandiji. Tam sva ta sladoled, ki je sladoled iz pravega sadja, izdelan sveže za vsako stranko pred vami. In sva ga tam prvič poskusila, bila nad njim navdušena. Kasneje pa dobila priložnost, da sva ta sladoled tudi izdelovala in prodajala na enem nasadu malin, kjer sva delala. In takrat sva bila prepričana, da si želiva takšen sladoled pripeljati tudi v Slovenijo. In v bistvu, ja. Korov ime pa je prišlo, v bistvu je to novozelandski maorski simbol za nove začetke, za novo življenje, za moč in za mir. In se nam je zdelo, da bi se lepo vklopilo v to najino zgodbo, ki sva si jo sposodila iz Nove Zelandije. Pa sladoled prodajate tudi po zimi in kje bi ga lahko dobili, da bi se malce posladkali? Zdaj zaenkrat ga ponujava samo v poletnih mesecih, tako da po zimi ga nažalost ni mogoče dobiti zaenkrat. Zdaj pa delava na tem, da bi bila priložnost ga poskusiti tudi po zimi, ampak ja, v naslednjem letu pa še definitivno samo na dogodkih v poletnih mesecih, predvsem tukaj v Pomurju. Morda razmišljate o prodaji izdelka tudi v slovenskih trgovinah? Sva razmišljala, ampak trenutno se nama to zdi na nek način za najino idejo ne prava smer, zaradi tega, ker je bistvena ideja tega sladoleda ravno doživetje, ko sladoled kupiš, ker je sladoled izdelan pred tabo, iz osnove, ki je vaniljev sladoled in pa pravega zamrznjenega sadja. Midva dodajava ali maline, borovnice, gozdne sadeže in potem se v bistvu ta sadje in pa sladoled zmešata in ustvarita tako lepo obliko, drugačno teksturo in pa poln okus. Kar pa bi se nekako izgubilo, če bi polnila banjice in te banjice prodajala v trgovini. Tako da je, mislim, da veliko več vredno, če sladoled poskusite na kakšnem dogodku. Ne smemo pa mimo dejstva, da sta med življenjem na Novi Zelandiji začela pisati blog Live to Quest. Kaj je bila pobuda za pisanje bloga in o čem pravzaprav govori? Jaz sem si nekako želel že dlje časa svoje izkušnje pisati na blogu. Na začetku me je bilo to nekako sram se izpostavljati. Potem pa, ko sva bila na Novi Zelandiji, sva bila daleč stran od tega okolja in ljudi, v katerem se ti nekako razvijajo te čustva strahu in sramu, sem se počutil bolj opogumljenega, pa sva začela tam ustvarjati ta blog in z neko željo, da bi te informacije o delovno-potovalnih vizah v tujini, ki so na voljo mladim, razširila, ker se nama zdi, da bi lahko iz teh izkušenj številni nekako profitirali, poiskali na takšen način nek svoj način življenja, ker ne obstaja ena sama prava pot in si jo nekako moramo ustvariti sami. In tudi midva bi si želela, če bi mogoče v srednji šoli spoznala koga ali pa kje prebrala o kakšnih takih izkušnjah, pa sva v bistvu za to željo po neki inspiraciji še nekoga drugega začela pisati ta najin blog. Moram biti iskrena, vajen blog sem že prebrala in to ne samo enkrat. Zelo mi je všeč, kako na zanimiv način predstavite sebe ter vajno življenje. Prebrala sem tudi rubriko, kjer si se edina opisala sama.
v mladosti nisi ravno marala naravoslovja oziroma matematike in športa. Kaj te je pravzaprav prepričalo, da si spremenila svoje mnenje? Tako v začetku gimnazijskih let definitivno nisem marala naravoslovnih predmetov in pri športni vzgoji sem vsako jutro iskala nek novi izgovor, zakaj ne morem telovaditi. Ampak s časoma mogoče sem ugotovila, da so stvari, ki se nam zdijo težke, v bistvu lahko premagljive, če najdeš nek način, kako pristopiti k njim. In mogoče Jan recimo nekoč ni rad bral knjig, ker ni bral pravih knjig, ampak ko je enkrat našel neko knjigo, ki mu je bila všeč in je bila za njega, od zdaj naprej rad bere in mislim, da je nekako tako bilo tudi pri meni. Mogla sem samo najti pravo športno aktivnost za mene, pravi pristop k naravoslovnim predmetom. Kako pa si se pravzaprav domislila imena Live to Quest? V bistvu sva takrat razmišljala čist preprosto iz vidika, kako želiva živeti najino življenje, in to je, da nekako želiva živeti izven cone obdobja, ves čas iskati neke izzive, torej neke queste, ki bi nama dajali neko dodano vrednost življenju, se bi z njih učila, rasla kot osebi, in če živiš na takšen način, da iščeš neke nove izzive, se mi zdi, da je to nekako vse dosegljivo, in dvojka vmes pa je samo zato, ker povezuje naju kot dve osebi. Sprva sva blog nameravala pisati v angleškem jeziku, zato je bilo na začetku ime angleško, ampak sva pozneje ugotovila, da takih vsebin primanjkuje v slovenskem jeziku, zato sva se potem odločila, da piševa blog v slovenskem jeziku, ime pa obdrživa v angleškem. Kakšni pa so načrti za prihodnost? Se lahko bralci bloga nadejajo novih dogodivščin? Zaenkrat sva v Sloveniji, bova objavljala kakšne v bistvu blog objave o kakšnih izletih. Želiva tudi začeti objavljati kakšne videe. Ti videi bi bili bolj minimalistično usmerjeni, brez nekega daljšega govora. Poleg tega mogoče želiva dodajati še kakšne življenjske izkušnje, kot se danes tukaj mi pogovarjamo. Imava pa še definitivno željo kam odpotovati, na podobno izkušnjo, kot smo prej rekla, za Kanado in Avstralijo. Zdaj, kaj pa bo se dejansko nekako razvilo, pa mislim, da je najboljše, da spremljate blog, ker še nekih jasnih ciljev nisva povedala niti staršem. Kaj pa bi morda sporočila našim poslušalcem, tako sedanjim GFML-jevcem, kot tudi tistim, ki so že zapustili gimnazijske klopi? Mogoče, da je v življenju pomembno, da poiščeš neki cilj, da k temu cilju strmiš, ne glede na to, če je še tako majhen ali velik, in se zavedati, da majhni koraki te daleč prinesejo, saj velikokrat nekako podcenjujemo, kaj lahko dosežemo v enem letu, precenjujemo pa definitivno, kaj lahko dosežemo v enem dnevu. Pa mogoče še to, da ni ene prave poti, da še obstajajo druge možnosti kot samo tista utečena pot, da po gimnaziji greš na faks, potem si poiščeš službo, si v službi, ustvariš družino in umreš, pač so še druge poti, ki si jih lahko poiščemo.
Edina in Jan, hvala, da ste gostovala v podcastu GFML-jevci. Zelo zanimivo se je bilo pogovarjati z vama. Želim vam še veliko na novo odkritih poti in uspešno izpeljanih idej. Na koncu vaju in vse poslušalce vabim, da spremljate dogajanje na naši šoli, se vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa lahko vsak mesec zasledite oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Vabim pa vas tudi k ogledu bloga naših gostov Live to Cast, kjer lahko izveste še več o pestrem življenju dveh bivših dijakov GFML-ja. To je bila druga epizoda podcasta GFML-jevci. Že prihodnji mesec bo z vami Laura, se prav posebno gostjo. Adijo!